Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o angelih. No, kakšne slike se vam pokažejo pred očmi, ko slišite besedo angel? V cerkvah so angeli narisani na stenah kot neka bitja, ki so podobna otrokom, ker naj bi bili taki nedolžni glasniki Boga, neka bitja, ki naj bi nas vodila v naše dobro, v našo korist, ki imajo odgovore in potem seveda iz tega razloga tudi ljudje sprašujejo angele, da bi jim angeli kaj povedali. Lahko si nekdo predstavlja, da ima vsak svojega angela in potem v svoji notranjosti zastaviš neko vprašanje in ga nasloviš angelu, potem se ti pa v glavi, v umu pojavi nek odgovor in si lahko potem interpretiraš, da je to sedaj odgovor angela. Toda od koga si pravzaprav dobil odgovor? Kdo je tisti, ki zastavlja vprašanje in kdo je tisti, ki odgovarja? Če vzamemo v zakup dejstvo, da smo vsi Božji otroci, da smo vsi del enosti, da smo v Bogu in Bog je v nas, po taki filozofiji smo vsi združeni v eno, oziroma je vsak od nas individualizirana oseba enega in istega Boga in smo torej vedno povezani z Bogom. Vprašanje je pa torej, kaj je tisto, kar nas ločuje od Boga oziroma od samega sebe, od tistega, kar smo v resnici, iz tistega, kar smo izšli in od katerega nikoli ne moremo biti ločeni. Odgovor je v tem, da je v zgodovini stvarstva prišlo do tega razdvajanja od enosti, do ločevanja in angeli predstavljajo našo ločenost, našo polarno entiteto, nas same, ki smo se ločili od samih sebe. No, misli, ki se pojavljajo v naši glavi in čustva, ki jih čutimo, energetske reakcije, so del umsko-zavestnega sistema. Ta umsko-zavestni sistem je energetski sistem, ki je bil projektiran v zgodovini iz strani določenih bitij, ki so želela igrati vlogo nekih upraviteljev, menedžerjev celotnega stvarstva in so želeli vsa bitja imeti pod nadzorom, pod kontrolo in jih voditi v skladu z svojim prepričanjem, da je to najboljše za celotno stvarstvo. Potem pa tudi naše človeško fizično telo je bilo projektirano iz strani teh bitij in potem so nas v bistvu najprej ukalupili v ta v ta energetski umsko-zavestni sistem, potem so nas pa še ukalupili v to fizično telo. Zato, da bi nas ločili od zavedanja tistega, kar se dejansko dogaja, da ne bi videli te resnice, kako je vse skupaj bilo načrtovano, so nas omejevali glede zavedanja z določenimi energetskimi frekvenčnimi omejevalniki ter določenimi plastmi, z katerimi so nas zaslepljevali. Angeli so bili dejansko sistemi, predprogramirani oddajniki
glasov, ki so na določeno naše vprašanje takoj predvajali določen odgovor. In to sedaj niti ni več taka težko predstavljiva zadeva, kajti tudi človeška tehnologija je zelo napredovala in imamo mobilne telefone, recimo Appleov iPhone ima ta sistem Siri, ko enostavno to umetno inteligenco vprašaš za neko vprašanje in potem prebrska po spletu in ti pove nek odgovor. Torej, če pomislimo na to, da so bila ta bitja še recimo milijonkrat bolj inteligentna in napredna glede razumevanja in projektiranja celotne stvarnosti, potem si lahko zamislimo, kako prefinjen sistem je bil ta sistem angelskega odgovarjanja, zato da bi nas držali stran od zavedanja realnosti. No, ta sistem je bil potem pred nekaj leti odstranjen, prečiščen, kajti po letu 1998, ko se je odprl meddimenzijski portal, so bitja v onostranstvu dojela, da na tak način ne gre več, da se dopušča in ustvarja trpljenje na tem svetu in sedaj tudi tukaj na tem zemeljskem svetu poteka proces vzpostavitve enakovrednosti vseh živih bitij. To pomeni, da ne bomo več delovali nekatera bitja kot sužnji, nekatera bitja kot vladarji, ampak da bomo vsi enakopravna živa bitja in to pomeni tudi prevzemanje lastne odgovornosti. Torej, zakaj bi spraševali nekoga izven nas, neke angele, za odgovore na neka vprašanja, če pa lahko vsak od nas pride do zavedanja, poveča svoje zavedanje glede tega, kako ta svet deluje, da se zavedamo posledic svojih lastnih dejanj, kaj vsak od nas povzroča na tem fizičnem svetu za svojimi besedami in dejanji in kako smo mi tisti, ki smo odgovorni za trpljenje na tem svetu. Zato ne potrebujemo nobenih angelov, da bi nam dali neke odgovore, kajti če samo odpremo oči in se odločimo pogledati, kaj počnemo na tem svetu, koliko trpljenja ustvarjamo, in enostavno se moramo samo odločiti, da spremenimo naše delovanje, naš odnos do drugih živih bitij, do ljudi, do živali, do rastlin, da upoštevamo vse kot enakovredna živa bitja in da ustvarimo globalni sistem, ki je najboljši za vse. Zato ne rabimo nikogar izven sebe, nobenega angela, nobenega duhovnega vodnika, nobenega Boga, ker smo mi enakovredni delčki Boga oziroma stvarstva. Vse, kar moramo narediti, je to, da se osvobodimo vseh teh slepil, za katerimi nas ločuje od zavedanja realnosti v tem trenutku, ker nam stalno z proizvajanjem misli in energij, čustev in občutkov jemlje pozornost. Kako se osvoboditi teh slepil? Te stvari se lahko preberete, proučite v povezavah pod tem videoposnetkom. Zlasti priporočam, da se vpišete na brezplačni spletni tečaj DIP Light. Tam se boste naučili, kako deluje in kako se uspešno osvoboditi da smo
da povečujemo svoje zavedanje samega sebe, svojega fizičnega telesa in da postanemo vse bolj odgovorni soustvarjalci realnosti na tem svetu. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.